Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji v studiu gostimo dva uspešna podjetnika, ki imata že kar dolgo podjetniško brado. Z nami v studiu sta Slavko Jevševar, tudi občinski svetnik, mimogrede. Z nami v studiu pa tudi Jože Ule, podjetnik, obrtnik že prej tudi, ne? Dobrodošlica. Še enkrat, seveda čisto za uvod, govorili bomo o podjetništvu, kakšne so razmere za podjetništvo v Zasavju, v Zagorju, v Sloveniji, ampak mogoče čisto za uvod, Slavko, nekaj osnovnih podatkov o vašem podjetju Jeger, ki prav v tem letu praznuje 20. obletnico delovanja. Ja, to je res. Še enkrat lep pozdrav vsem. Naše podjetje res letos praznuje 20. obletnico in sicer smo jo praznovali v začetek junija, tako da smo veseli, da smo dejansko prišli tistih 20 let uspešno skozi. Če malo strnem še enkrat malo zgodovino, 1993 je bila ustanovila sva jo z partnerjem kolegom Grošeljem. V takratnih težavah, da tako rečem, takrat je bila prva recesija, ki smo jo na Slovenskem po dolgih letih občutili, ker se je tako imenovana Jugoslavija razpadla in je takrat prišlo v tistem trenutku dejansko slovensko gospodarstvo na dno, ker smo bili kompletna Slovenija orientirana na bivšo jugo, da tako rečem, in takrat se je bilo treba preusmeriti na druge trge in zato so bili kar hudi šoki. Tako da sva se z kolegom takrat odločila, da poizkušava pridobiti delo, posle iz drugih trgov, to se reče iz tega zahoda. In jaz bom tako reči, da nam je kar uspelo, takrat sva poskušala predvsem z temi kooperantskimi odnosi, ker proizvodne nismo imeli svoje, ampak takrat je bilo to malo gospodarstvo v Zasavju tako dejansko v trenutku na tleh, da je bilo dovolj kapaciteti in se je dalo recimo kar s pridom, da smo mi to podjetje zaštartali tako, kot je bilo potrebno. Kaj pa so vaši proizvodi? Ja, naši proizvodi so predvsem kovinska galanterija. Takrat smo štartali, tudi smo se dogovorili z nekimi vojaškimi programi, ki jih še danes obdelujemo, poleg vseh ostalih stvari, tako da za to vojsko ali pa, da tako rečem, NATO pakt še zdaj delamo različne rezervne dele, sestavne dele, tako naprej. Tako da to nam zdaj predstavlja trenutno približno še sigurno enih 60% kompletne proizvodne, ki jo naše podjetje obvladuje. Kam pa največ svojih izdelkov, polizdelkov prodate na tuji trg? Ja, mi imamo približno tam 90 do še mogoče kakšen procent čez izvoza. Predvsem so to trgi Nemčije, Avstrije, v zadnjem času kar precej Nizozemsko obvladujemo, neki Švice, no, to je pa predvsem tudi to, kar je. Republik bivše Jugoslavije pa z njimi pa ne sodelujete? Z njimi sodelujemo samo tako, da poskušamo kakšne kooperacijske odnose, ne prodajamo pa ne. In kako je število zaposlenih raslo v tem času? Ja, število pa, tako bom rekel, polagoma raste, nismo nikoli pretiravali za nekim velikim ekspanzijam, ker, kot sem že rekel, naše podjetje predvsem usmerja v to smer, da predvsem poskušamo najti kooperante, ki pač obvladujejo neke določene posle in z njimi obvladujemo to proizvodno. Zato imamo pri nas povprečno tam okrog 30 zaposlenih, včasih tudi malo več, ker glede na to, da delamo tudi snežne verige, je to sezonsko delo in takrat pač moramo za določen čas, smo zaposlovali, zdaj ne vem, kako bo zdaj po tej naši novi zakonodaji, ker ta zadeva določen čas ni več možna, tako da v letošnjem letu še ne vemo, kako bomo prišli do tega, če bomo rabili določene kadre rabili, kako bomo naredili. Za nedoločen čas jih pač ne bomo mogli sprejemati, ker mi imamo dejansko to
sezonsko proizvodnjo za 6 mesecev in po 6 mesecih pač ta program verik ugasne, ne, ker ni več povpraševanja. Tako da je približno okrog 30 zaposlenih, s tem pa, da moram pa poudariti, da tam približno okrog 50 do 70 kooperantov pa dela za nas tako, bom rekel, skoraj skozi, ne. Torej, so tudi drugi odvisni od vas, ne? Ja. Tako. Na nek način poskrbite tudi, da imajo oni delo. Lastništvo je še vedno Lastništvo je še zmeraj od najdveh, ki so bila ustanovitelja, tako da je še kar tako, kot je. Je soustanovitelj še zaposlen? Ja, še aktivno dela, sicer kot prokurist, ampak je še v kondiciji in sem zadovoljen, da dela. Vi imate kar številno družino, ne? So se otroci že kaj vključili v, pa mogoče tudi od solastnika? Tudi že kaj? No, moji otroci moram reči, da so vse, ker imam 2 sinova, sta že tudi zaposlena pri nas, ne, in že tudi kar delata kar take, bom rekel, pomembne vloge v našem podjetju. No, solastnika so šli pa v drugo branžo, pa niso tukaj upeti v to. Torej, nekako bo šlo podjetje naprej tudi, ko boste vi enkrat dali roke malce Tako je to. To je pa, vsi imamo upanje zdaj, kako bo pa kakšna bo situacija, kakorkoli se že temu reče, nikoli ne moreš reči v tej situaciji, kako bo, ne, ker sigurno vsak podjetnik zdajle, ki bi rekel, da pa imam jaz zagarantiran posel za ne vem koliko časa naprej, mislim, da je malo pretirava, ker ne veš od danes do jutri, kako in kaj se bojo situacije na trgu dogajale. Tako da, če bo šlo vse po tistih naših začrtanih ali pa planih, ki bi jih radi imeli, jaz upam, da bomo uspeli, pa da bojo tudi potem mladi lahko prijeli kdaj za nami. Gospod Jože Ule, vi imate pa 2 podjetja, Kumplast pa Gostišče Kum, pa me zanima, kdaj se je pa vaša zgodba začela s podjetništvom? No, podjetje Kumplast je bilo nekako ustanovljeno kot samostojni podjetnik letu 1985. Pričeli smo v nedograjeni hiši v garaži z enim strojem za brizganje plastike. Na to so skozi leta spet prihajali drugi stroji, seveda je bilo to vse rabljeno, velike prilagoditve, da so služeni namenu. No, v letu 90 pa smo dogradili tudi nov objekt, cirka 1000 kvadratnih metrov, kodar smo preselili potem to obstoječo proizvodno. Na tem področju v podjetju Kumplast zaposlujete, kako je šlo število zaposlenih skozi leta? No, pričeli smo sami, družina. Tudi zakonodaja je bila takrat še takšna? Ja, s poobrtjo, potem pa so pričeli, ne vem, kako po letih prihajati. Vem, da smo imeli po 2 letih 3 zaposlene in tako se je potem nadaljevalo do sedaj, ko je v Kumplastu zaposlenih cirka 20 delavcev. Različnih kadrov, ne? Različnih kadrov, ja, sodelavcev. Seveda si pomagamo tudi nekaj z montažo, z varstveno-delovnimi centri, malo manj kooperacije, ker se proizvodnja poteka in se trži izključno z našimi izdelki in te produkti so potem pač namenjeni do kupca direktno od naše proizvodnje. Vaši izdelki, je to plod vašega znanja oziroma znanja vaših sodelavcev, ste vi to sami razvijali? Prvo orodje za brizganje plastike je bilo namenjeno lesni industriji. In ker smo pač obdelali trg lesne industrije, zlasti v Sloveniji, smo dopolnjevali ta program z drugimi orodji, tako da je v tem trenutku okoli 200 orodij za različne izdelke na področju blizganja za lesno industrijo. Seveda potem smo razširili tudi še nekaj na elektroindustrijo in vrtni program. Vrtni program, to je najkasneje prišel, ne? To je prišlo najkasneje, ker se potem
strojem za brizganje je sledila še ekstruzijska linija za profilno ekstruzijo, potem še 2 linije za folijsko ekstruzijo. Ob tem, da smo usporedno dopolnjevali še manjše stroje za kovinsko galanterijo, ker so naši izdelki pač kombinacija plastike in kovine. Kje pa vi največ teh izdelkov svojih produktov prodajate? Doma, v tujini? No, začetki so bili sigurno na slovenskem tržišču in neki na tržišču bivše Jugoslavije. V zadnjih letih pa se močno usmerjamo na tuje trge, ker pač v Sloveniji tudi ta industrija močno peša, tako da so naši trgi od Rusije, vzhodne in zahodne Evrope, zlasti vzhodnoevropske države, so močne na razvoju lesne in pohištvene industrije. No, sporedno pa imate tudi gostišče KUM. Kdaj se pa ta zgodba začela? Gostišče KUM smo pričeli v letu 1990 z najemom gostišča. Nekako smo bili usmerjeni, da pač ta gostišče, da je začasna zadeva, ker na plastiki še ni bilo take realizacije, da bi familija dostojno preživela. No, potem pa, ko se je začelo gostišče KUM prodajati, smo spet bili odločeni, da zapustimo te prostore in tisto drobni inventar in zadeve, ki smo jih med tem časom najema nakupili, prodamo pač novemu lastniku. Vendar do tega ni prišlo, ni bilo interesa in nekako smo se pol z gostinskim podjetjem Zagorje takrat dogovorili, da smo odplačali to v 2 letih s pomočjo kreditov in tudi s pomočjo odloga. In pred leti tudi gostišče zelo prenovili. Imate tudi nastanitvene kapacitete. Ja, po prevzemu gostišča smo začeli z adaptacijami po etapah, tako rekoč prvo spodnji del, ki nam je potem je sledil zgornji del nočitve in pred 4 leti še vhod in terasa z dograditvijo klasične peči za peko kruha in pic ter žarom na oglje. Koliko pa tu zaposlujete ljudi? Tu je trenutno zaposlenih 90 oseb, sodelavcev. In za vse te zaposlene v obeh podjetjih je pač potrebno priskrbeti, da je vsakega 15. ali pač kadarkoli že je, plača, pa še kaj drugega, ne? Tudi vi imate, mislim, da 4 otroke, ne? Ja. Pa so tudi vključeni na nek način v oba vaša podjetja. No, fanta sta že vključena, Beno v gostišču, Jure na plastiki, medtem ko Mojca in Mateja še obiskujejo univerzo. Občasno kaj postorijo tudi. Občasno, kaj pomagajo. No, oba sta, lahko rečemo, tudi javna delavca. Vi ste bili dolga leta, mislim, da predsednik Obrtne zbornice. Ja, Zagorje. Z Obrtno zbornico, sodelovanje z Obrtno zbornico vsega v začetke moje podjetniške poti. Aktivno sem sodeloval v raznih odborih in sekcijah ter v upravnem odboru in potem tudi 2 mandata kot predsednik Obrtne podjetniške zbornice Zagorje, območne. Zdaj ste še vedno vključeni v aktivno? Zdaj sem malo manj v Zagorsko zbornico, nisem vključen razen v primerih, ko so kakšne izobraževanja, tečaji. Imam pa še neke zadolžitve na krovni organizaciji v Ljubljani, na Obrtni zbornici Slovenije, vendar je v zadnjem času tudi to organizacijo doletela velika kriza, podobna kot
kot v državi s prostovoljnim članstvom. Jaz mislim, da ni nič narobe, da je to pravilno, da je to prav. Problemi so pa zmenjavi vodstva. V zadnjem času se ta vodstvo kar zelo menja in imamo vodstvo Obrtne zbornice, pa verjetno Slovenije. tudi na nek način menjavajo se vlade, ne? Ja, tudi ni ene kontinuitete. Tako. In ker so te menjave tako pogoste, tudi ni rezultatov takšnih, kot bi morali biti, ker imajo samo s sabo največ opravka. To je pa žal, ne. Dejali smo javni delavec, tudi vi ste dolga leta aktivni kot občinski svetnik. Poznate utrip delovanja občinskega sveta, utrip delovanja same občine. Kot podjetnik poznate tudi, kakšne so razmere za razvoj podjetništva v Sloveniji. Pa mimogrede, glede na to, da ste že več mandatov občinski svetnik, mi smo pred kakšnim letom opravljali eno anketo v teh občinskih svetih Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija. In pa tudi pri nekaterih predsednikih oziroma direktorjih javnih zavodov in smo dobili presenetljivo veliko odgovorov na naše vprašanje, ali menite, da bi bilo prav, da bi imeli župani, občinski svetniki, poslanci, tudi predsednik vlade, tako kot predsednik države, mandat omejen na največ 2 zaporedna, pa da bi potem en mandat počival. Kakšno je vaše mnenje kot dolgoletnega občinskega svetnika? Boste kaj pljunili v lastno skledo? Ja, tudi. Ja, jaz mislim, da je res to dejansko v Sloveniji, kar bom rekel, postal akuten problem, ne samo v Zagorju, ampak vse povsod, da je ta predlog, ki je bil dan na prejšnji vladi, da naj bi se vse te voljene funkcije omejile na 2 mandata, da bi bilo to pravilno, da bi bilo to iz večjih razlogov pravilno. Prvič, da se te mandati, ki so več trajanja od 2, dejansko malo spavajo vsi tisti, ki so pridobivali te mandate, ne. Druga stvar je pa tudi ta, da se ni idej, zmanjka tudi idej ponavadi, ne, če se že predolgo v tem. Tretja zadeva pa je, da se pa tudi pojavljajo razna klientelizma, in te zadeve, ker to je čisto človeško, ker če je človek malo dlje na kakšnem takšnem mestu, potem imaš tudi svoje prijatelje, imaš svoje take in drugačne znance, ki jih pa tudi poskušaš glede ali na prošnje ali na kakorkoli pač preusmeriti in jim pomagati kakšnim boljšim zaposlitvam. Tako da jaz mislim, da to je človeško, zato je pa tudi prav, bi bilo pa prav, da bi se, jaz bom tako rekel, iz preventivnih razlogov. Iz tudi preventivnih razlogov, pa tudi iz razlogov tega, da novi, ko pridejo, imajo nove ideje, imajo novi zagon in imajo, bom rekel, čisto drugačna sfera, klima se začne delati, ko nekdo nov pride. Dobro, ne bom rekel, da je to 100% pri vseh, ampak povprečno je pa tako, ne. In mislim, da bi bilo to prav, da bi se omejili na 2 mandata, ampak dejansko čisto dejansko bi rekel od svetniških mest naprej, ne. Pa mogoče potem po 4 letih, ko en mandat počivaš, pa lahko spet kandidiraš. Potem pa, če se počije, pa če se čuti tisti, ki je bil pač voljen, da bi lahko še uspešen, pa da imaš spet nove ideje, pa po mojem mislim, da je pa prav, da se lahko. Pa stvari malce prečistijo, ne? Kakšno je pa vaše mnenje tu, mimo grede, čeprav niste bili nikoli, mislim, da občinski svetnik? No, bil sem pa predsednik Obrtne zbornice 2 mandata in v statutu Obrtne zbornice je že določeno, da je predsednik lahko sam 2 mandata, pa tudi jaz menim, da je iz mojega gledišča dovolj 2 mandata. Gremo na, kakšne so razmere za razvoj podjetništva. Nekaj ste že sicer povedali, te menjave in podjetništvo pa obrtništvu zagotovo niso v prid. Nenehni novi zakoni, ki jih slovenski parlament na predlog vlade sprijema. Včasih se mi zdi, da znamo v Sloveniji veliko bolj zakomplicirati kot mnogo kje v kakšnih drugih državah. Če pogledam samo neko gostilno v Benetkah, ne,
pa če primerjam vašo, dobesedno v Benetkah nosijo iz WC-ja skoraj da postrežbo mimo WC-ja, da ne govorimo o kakšnih higienskih razmerah, bistveno drugače, pa bistveno slabše kot v vaši gostilni. Kako je v Sloveniji? Če lahko jaz Ja. Jaz mislim, da je dejansko to res, kar zdaj pravite, ker dejstva so, da jaz mislim, da smo pri nas radi postali, tako rečem po domače, bolj papeški od papeža, ker namreč zakoni ali pa predpisi, ki jih imamo v Sloveniji, so bolj rigorozni, kot so pa v Evropski uniji dejansko, jih sami delamo, ker jaz mislim, da je to posledica zelo, zelo prevelike koncentracije javnega sektorja v teh direktoratih pa raznih zadevah, ki so v vladnih službah, in dejansko te ljudje ne vejo, kaj bi počeli in se izmišljujejo vse žive stvari, samo da se dejansko upravičijo svoj obstoj, ki ga imajo pač na tistem delovnem mestu. To jaz mislim, da ni dobro, da bi mogli biti funkcionalni, fleksibilni, sploh v teh težkih časih, ki jih podjetništvo ali pa industrija v Sloveniji ali pa, če hočemo, v celi Evropi preživlja, in bi mogli priditi nasproti, da se čim bolj poenostavijo zadeve, da se pride tem nasproti in da poskušajo pomagati k zagonu ali pa, bom rekel, k obdržanju vsaj tega industrijskega dela ali pa podjetniškega dela, ki ga Slovenija ima. Ker tukaj so nekateri absurdni zakoni, ki se zdaj pojavljajo, čeprav na vse velike uste vsi govorijo, če gledamo na televiziji, kakorkoli, kaj se poskuša pomagati podjetništvu, kaj se poskuša pomagati obrti z raznimi zakoni, sam do zdaj, kot vidimo, pa če odmislimo tisti DDV 2%, ki je dejansko kompletno Slovenijo, bom rekel, podržil za 2%, je dejansko tudi na drugih osnovah ogromno tistih, če gledava samo to, in prispevko in to, da dejansko obremenilnih stvari več, kot jih je pa bilo, in ne vem, kje vidi ali vlada, pa da ne bojo rekli, da kritiziram to vlado, pa kakorkoli, kje vidijo vlade v tem trenutku, da so šle nasproti podjetništvu, da so šle nasproti temu, da pomagajo zadevi. Če gledam sam tukaj, bom še povedal čisto, bom tako rekel, kmečko logiko. Treba je dejansko pristopiti k temu, da vlada pomaga. Da govorimo o izvozniku. Če se ve točno, da imamo pri nas obremenitve tukaj večje, kot jih imajo recimo v Evropski uniji ali v drugih državah, in naša podjetja niso konkurenčna tujim podjetjem v Evropi. Problem so dajatve. To se reče, tista razlika bi mogla biti nekako stimulirana, da bi ta podjetja lahko izvažala. Nekako bi mogla biti. Ker to je bistvo. Ni bistvo to, da meni rečejo, se zdaj ti pa damo brezplačno, ne vem, tukaj ljudi, da ti lahko delajo pri tebi, pa tako naprej. Ni bistvo, ti moraš prodati, potem bojo šele lahko ljudje delali. To se reče, ceno moram jaz dobiti takšno, da bom lahko prodal za konkurenčno ceno v tujino, to pa lahko samo z nekimi stimulacijskimi zadevami direktno, tako kot delajo recimo druge države, pa ne bomo šli na Kitajsko, ki stimulira izvoz, ki direktno plača zadeve. Meni nič narab, da meni dobim brezplačno delovno silo, če ne morem prodati proizvoda. Se v tistem trenutku mi jo delno poceni proizvodno, če bi jaz dobil, ampak moram pa kljub temu prvo dobiti naročila, potem šele lahko ljudi, bom rekel, delovno silo nabavljam. Tako da se mi zdi, ta logika je za moje pojme v dani situaciji zgrešena. Mogoče kasneje, kdaj je to stimulativno, da se potem lahko na tej osnovi zaposluje. Samo če ne bo te prve stimulacijske zadeve, ravno tako v kmetijstvu, skozi govorimo, da v kmetijstvu so recimo predvsem te gozdno gospodarstvo ali pa bogatstvo izvažamo in kmeti izvažajo bom rekel, les. Zakaj? Zato, ker tujina več plača. Zakaj? Če bi država razliko plačala tistim kmetov, ki bo
prodal v tujino, če bi mu to razliko dala, bi to tisti kmet v Slovenijo dal, ne? Pa bi imel slovenski žagar, da tako rečem, delo, pa bi imela lesna industrija delo, potem bi se pa lahko s časoma pa le on nabavil kredit, ki mi ga država dala, ko pravijo, zdaj stimuliramo vam pa v osnovna sredstva. Ni variante, če moš ti ta prvo delo imeti, da veš, da šlo ko kredit odplačil. Tlo smo se mal prehitevamo en dogodek pred drugim, zato pravim, da je to kredit. Mimo grede, zdaj v tej suši smo pa tudi priča, če želi nek kmet kakšen namakalni sistem si urediti, kakšno večjo jamo skopati, kjer bi lahko zajezil vodo, pa čaka tudi do 8 let na razna dovoljenja, 13 različnih dovoljenj na različnih ministrstvih, ne? In to je pa tisto zbirokratizirano vse do amena, ne? Po domače. Verjetno je pa še drug problem, smo slišali podjetnika Krapoviča, ne? Na bankah skoraj da ne dobiš za nove ideje kredita. Slišimo zdaj, da je Nova Ljubljanska banka oziroma da se slovenske banke, da jih bo treba dokapitalizirati skoraj da že čez milijardo, spet, ne. Torej, problem je tudi, so verjetno tudi banke, poleg vsega neštetega. Ja, drži, jaz sem se v zadnjem času, pa tudi pred 4 leti soočal s tem problemom kreditiranja, tako da mi ni logično, kako so lahko nekaterim podjetnikom v Sloveniji dodelili ogromne kredite, pa jim še dodeljujejo. Za običajne podjetnike pa je to trnova pot. Ki imajo dobre bilance, ne? Seveda, če ni dobrih bilanc, te odslovijo že skoraj na vratih. Moraš imeti zelo dobre rezultate in potem še zavarovanja, enormna zavarovanja, tako da se banke po tej relaciji zagarantirajo, da bodo sigurno dobile nazaj vse kredite, kar smo jih mi dobili, oziroma tukaj gre stvar v dve smeri. Za ene veljajo taka pravila igre, za druga pa takšna. To je neminovno res v tej državi in to je tudi ena od velikih pomanjkljivosti za razvoj podjetništva. Kar se tiče samega gospodarstva, sem mnenja, da javni sektor, država, vlada skrbi le za svojo malho. Skrbijo, da bodo sproti dobivali v proračun toliko denarja, da bojo lahko pokrili vse tiste zadeve, vse javne službe in vse ostale zadeve, kar jih država regulira. Z višjimi davki ali pa se zadolži spet na kakšnem ameriškem trgu? Ja, mislim, ne morem verjeti, da v Sloveniji, ki ima nadpovprečno izobrazbeno strukturo skoraj v špici Evrope, tako sem prebral nedavno, da niso naši ekonomisti oziroma vlada podvzeli ukrepov, kar se tiče gospodarstva, ker če gremo samo po kmečki logiki, kje je treba spodbuditi gospodarstvo? Gospodarstvo treba spodbuditi v primarnih gospodarskih dejavnostih, industrija, kmetijstvo. To je osnova in osnova je nova dodana vrednost. Dodano vrednost daje trgovina, seveda, samo tu ni nove dodane vrednosti. Je nekaj delovnih mest, ampak osnova je le proizvodna. In tu smo naredili v vseh teh letih v Sloveniji hudo napako. Ta primarne dejavnosti so bile vseh 20 let zapostavljene, gradile so se trgovine, novi, drugi trgovci, investitorji, tujci. Na to primarno gospodarsko dejavnost smo pa pozabili. Seveda v to spada tudi kmetijstvo, ki je tudi v težavih. Kmetijstvo v Sloveniji ne prinaša neke velike nove dodane vrednosti, vendar je strateška zadeva. Zato bi po mojem mnenju bilo potrebno imeti močno industrijo oziroma močne primarne dejavnosti, vključno s turizmom, in te dejavnosti bi mogle pomagati
kmetijstvu, saj je zadeva strateškega pomena in samooskrba neke države, nekega kraja je zelo pomembna zadeva. No, po oglasih bomo pa še malce spregovorili v Zagorju, kjer smo prav tako izgubili veliko delovnih mest, pa jih kaj veliko na novo nismo odprli v vseh teh letih po osamosvojitvi. Pa prosim za kratke oglase. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki ne vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Spet smo nazaj. Kot rečeno, smo preden so se zavrtele reklame, dejali, da bomo spregovorili tudi o razmerah za razvoj podjetništva v Zagorju, pa bom opozoril mogoče čisto v uvodu na težave, ki sta jih imela tudi vidva kot podjetnika v Zagorju. Če se spomnim, ste svoje proizvodne prostore pred leti odprli tudi v nekdanji rudniški kopalnici v Vašhavi. Pa ste imeli potem kar nekaj težav, da ste proizvodno halo, nekako proizvodne prostore obdržali v Vašhavi, kar je meni sicer nerazumljivo. Ne? Ja, gledajte, res je to, da vsaka zadeva, ko nekam pride, naleti na pozitivne in negativne odmeve. Tako je prišlo tudi to, pojavili so se razni drugi apetiti, razne drage druge ideje, ampak jaz pravim, da vse se je, hvala Bogu, rešilo tako, ki je potrebno. Tudi na tem drugem delu te zgradbe se je uspešno pojavilo podjetje, tako da je dejansko ta zgradba več kot v, ne vem, da tako rekel, 3/4 služi za namene podjetja. Tisto, kar naj bi bilo. Kar naj bi, to hočem povedati, kar naj bi bilo, ker dejansko je tam ta lokacija obrtna cona in tukaj dejansko je pač mora, ali pa naj bi bila, se izvajala dejavnost, za katere je namenjena ta cona. Tako da od začetka je bilo dosti idej drugih, radi bi vse drugo tam zraven imeli, od centra, tako naprej. Tako da tukaj moram reči, da smo se z županom kar uspešno dogovorili, pa da je takrat tudi on predlagal, pa pomagal. Predlog sem dal celo jaz, ampak da je potem animiral potem ta mladinski center, da so se res preselili v druge prostore in tam jaz mislim, da so kar zadovoljni in da je boljši projekt, boljša lokacija, kot bi bila pa tle v tem trenutku. Vas je župan vsega začetka podpiral pri tem? Ja, no to tako moram reči, podpiral me skozi. Tukaj je bila pozitivno, ko smo se pogovarjali v tem kontekstu, je šel tukaj na roko, da se je pogovarjal z njimi in da je skupaj z nami iskal rešitve, kaj bi lahko naredil. Kaj bi lahko naredili, da ne bi prišli do kakšnih takšnih nesoglasij ali pa do kakšnih zadeva. No, vi ste imeli pa mogoče pa več težav, ko ste lani, se mi zdi, želeli razširiti svoj del podjetja, kjer zdaj Kumplast deluje. Nekaj bi prestavili, mislim, da skladišče tam, kjer je bil nekoč bazen, pa ste naleteli na, kako rečemo, na neodobravanje. Ne? No, prostorski problem že v Kumplastu traja kar nekaj časa.
moje prizadevanja, 10-letna prizadevanja za umestitev še enega objekta poleg obstoječe proizvodne hale je umrlo lansko leto. Pač zadeva je bila že tako kronično pomanjkanje prostora, da smo se potem odločili za nakup proizvodnega prostora bivšega PAK 4 v Kisovcu. No, mimogrede, če bi vi dobili razumevanje strani občine, pa tudi župana na zdaj obstoječem prostoru, bi vi lahko zagotavljali tako veliko proizvodnjo z novimi prostori, da ne bi bila potrebna selitev? Pa verjetno bistveno večja investicija, ne? Sigurno. Mi smo imeli v planu dve lokacije. Prva lokacija vzhodno obstoječega objekta je pač naletela na nerazumevanje soglasodajalca, sosede. Druga varianta, ko smo pa razmišljali o postavitvi še enega proizvodne hale na bivšem kompleksu bazena, pa seveda ni šlo skozi zaradi občinskih prostorskih planov, tako da se je podjetje moralo odločiti, če bi delalo na obstoječih prostorih, brez novih prostorih, to pomeni za Kumplas sigurno stagnacijo. Zaselitev takšna, kot je ta, pa seveda spet riziko glede na nove zadolžitve, ki so bile potrebne. Jaz računam, da bi recimo z investicijo 1/3 tega, kar je zdaj, prišli do novih poslovnih prostorov, cirka 2/3 teh finančnih sredstev pa bi lahko vložili v opremo, razvoj, nove trge in nove zaposlitve. V tem primeru je šlo sicer nekaj denarja v tako rekoč po naše v stene, seveda brez zgradb ne gre, niso pa to produktivne investicije. Ta investicija velika pač ne bo prenesla kratkoročno teh dobrih finančnih rezultatov. Vendar mislim, da skozi leta, da se bojo stvari, tudi ti pogoji naši gospodarjenja v Sloveniji spremenili, pa da bo ta zadeva potem prava. V tem programu, ki smo ga prijeli vsi občani Zagorja, je župan zapisal: podjetje Kumplas je s podporo zagorske občine obrtni coni Kisovec Loke za širitev njihove dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest odkupilo poslovne prostore bivšega podjetja PAK 4. Občina naj bi vam pomagala. Ja, občina je seveda podjetje Kumplas je dalo vlogo za oprostitev nadomestila stavbnega zemljišča, za oprostitev plačila nadomestila stavbnega zemljišča po odloku iz leta 2003 in 2004 so ob določenih pogojih in ob določenih razmerah nekateri investitorji v obrtne cone oproščeni plačila nadomestila stavbnega zemljišča za dobo 5 let. V odloku piše tudi, da o tem odloča župan občine in tako je Kumplas dalo to vlogo. Odločil je tudi občinski svet, v tej vlogi je odločil tudi občinski svet in pozitivno odločil z 2 pridržki. Prvi pridržek je, da se potrebno seliti v obdobju 18 mesecev, kar jaz mislim, da nam bo uspelo, če ne bo kakih izrednih razmer. Drug zadržek je pa seveda ta nov zakon o davku na
nepremičninskem davku, ki pa seveda To se na glavo postavi? to vse na glavo postavi, potem ni več tega davka na nadomestilo stavbnega zemljišča, ampak prihaja nov davek, ko bo v resorju države, ne, pa tudi en del občine. Tako kot se zdaj predvideva, govori, naj bi občine obdržale to, kar je bilo sedaj za državo, pa še približno 2/3 poleg. Se pravi, če smo plačali zdaj 10.000 evrov letnega nadomestila, ga potem 3-krat več. To zna biti velik udarec, sploh proizvodnim podjetjem z veliko površino. To je pa tista pomoč v narekovajih države, ki jo nudijo podjetnikom. Tudi se mi zdaj ta ukrep zelo enostranski in zelo neugoden za gospodarstvo, ker konec koncev, ko ne boš mogel tega plačati, bo počasi prišlo potem v državne roke vse, ker bo to tako kot neka umetna nacionalizacija, se mi zdi ta ukrep zdaj. Jaz sem že prej rekel, da se je država res narobe lotila zadev pospeševati proizvodnjo, tako kot je sogovornik prej omenil, izvoz, pa še enkrat izvoz. Slovenija je na dobri poti, da je močna izvoznica. Mi imamo izvoza enkrat več kot Hrvati, 26 milijard, Hrvati ga imajo pol tuk, pa jih je enkrat več kot nas ali pa še več. Ne. Tako da je na vseh področjih prehitevajo. Ja, potencial je, sam ta nekonkurenčnost, kot se zdaj kaže v zadnjih mesecih pa letih, novi davki, nove obveznosti, dražji in dražji javni sektor, nas ne more pripeljati do konkurenčnosti in te nastopi na tujih trgih in prodaje na tujih trgih so omejeni na stroške, so pa pri nas enormni. Gremo še malce na Zagorje. Omenil sem že ta program in tudi vi ste občinski svetnik in ko človek pogleda ta program, glede na vse tisto, kar smo mogoče slišali v preteklih letih, kaj manjka v Zagorju, zabave zagotovo ne. Tega ne moremo reči. Ne. Veliko se dogaja, tudi Zagorje se je zelo polepšalo v zadnjem obdobju, v zadnjih letih, ampak kar pa človek pogreša, jaz sem opazil tu samo eno otvoritev neke poslovalnice in sicer Delavske hranilnice, ki je mimogrede deluje že tudi v Trbovljah in Hrastniku, torej recimo ni ne vem kakšna pridobitev, ampak je, recimo da je. Človek pa pogrešal otvoritev kakšnih novih poslovnih proizvodnih prostorov. Zakaj ne? Zdi se, pa ne samo v Zagorju, da občine vse bolj postajajo neko spalno naselje, da se vse nekam v službo gre v nek center, recimo v Ljubljano, tu v matične občine, stanujoče občine, se pride pa samo spati. Ne? In če spomnim na en intervju, ko smo v tem studiu gostili skrinarja, podjetnika, ki ima žago, je dejal, da verjetno ni prav, da so občine plačane na osnovi števila prebivalcev in se potem župani včasih tolčejo po glavi, če jih za 200 v enem letu manj prebivalcev, ne, ker dobijo potem manj denarja v občinski proračun, da bi bilo prav, da bi bilo vsaj 10, 20, pa 30% tudi od števila proizvodnih delovnih mest. Ne. In bi se potem župani, občinsko vodstvo, tudi občinski svetniki še bolj zavzemali, da je čim več proizvodnje v sami občini. Tako pa se mi zdi, da zdaj samo lepšamo. Ja, se strinjam s tem. Ne. Sigurno večja stimulacija in vseh županov bi bila in tudi občinskih svetnikov, da tako rečem, da ne bom zdaj samo na župana valil, da se dejansko, da bi mogla biti dejansko ta stimulacija ali pa finančnih prilivi tudi obremenjeni na tista, bom rekel, proizvodne ali pa na delovna mesta, ki jih občina Zagorje pridobi ali pa ima, ne samo na
na Glavarino. Ne. Tukaj to bi bilo sigurno bolj stimulativno in jaz mislim, da bi se vsi župani še bolj prizadevali, da bi poskušali pridobiti kakšno delovno mesto v občino, ne pa da jim je dejansko... Pa ne kakšen urad, recimo, ministrstva, ne? Pozitivno delovno mesto, ki dejansko proizvaja, ne, tako kot je rekel Jože, da je to neka primarna zadeva, ne pa sekundarna, in sigurno bi se bolj prizadevali na tem področju, ker bi jih dejansko sililo k temu, če bi hoteli pridobiti. Ne. Tako mi je pa dejansko sam fajn, da se pridobi čim več ljudi, ker je Glavarina osnova za, bom rekel, te dotacije. Če pa toliko ste vprašali, kako in kaj je za temi novimi otvoritvami, pa tako naprej, bi pa tako rekel. Ne. Mi v Zagorju mislim, da smo, bom rekel, zamudili vlak že ob samem zaprtju rudnika v Zagorju, kjer smo, moram kar lepo povedati, dobili kar enormne količine denarja tudi za prestrukturiranje gospodarstva oziroma ljudi, ki so takrat bili na viški v teh proizvodnih rudarjenja, poleg vseh ostalih stvari, ampak od tega prestrukturiranja je dejansko, če pogledamo od 1993, kakorkoli se je že dejansko ta zapiranje intenzivno začelo, pa do zdaj dejansko ni izrastlo veliko novih podjetij, ne. To se reče, denar je prihajal. Jih je pa veliko ugasnilo, ne? Tako. Deloza, Lista, pa še marsikatero. Ogromno jih je ugasnilo, ni pa zrastlo nekaj novih podjetij, ki bi pa dejansko iz tega naslova morali zrasti, ker dejansko dotacije so takrat prihajale na ta račun. Ne? Zdaj vzroka, zakaj in kako je to bilo. Dobro, nekaj jih je bilo, da ne bomo zdaj kar tako rekla, vse smo nekatere pomoči smo dobili, nekatere ugodni smo dobili, recimo, da smo dobili neke hale, malo cenejši, po malo cenejših variantah, pa tako naprej, ampak kakorkoli, striktna neka podjetja, ki so pa bi lahko prišla v Zagorju, ne, pa jih ni bilo. Če gledam interes, ki je v teh letih bil posameznih podjetij, bom tako rekel, je kar nekaj podjetij je takrat imelo interes, da bi prišlo v Zagorje. Poleg šefe Nakarja. Ki pa zdaj zaposluje ogromno ljudi. No, evo, to je bila ena velika priložnost, ki je Zagorje izgubilo in jaz mislim, da je to neodpustljiva zadeva za Zagorje. Neodpustljiva zadeva, da smo mi spustili eno takšno podjetje ven iz Zagorja, ki je bil takrat zelo zainteresiran k nam prijeti. Sicer zdaj se bo lahko vsak rekel, je bilo tako, pa drugače, pa tretje zadeva, ampak ni ga v Zagorju. Poleg vseh teh, da jih so bile še manjše zadeve, manjše ponudbe, pa tako naprej, ne, ki bi lahko bile, pa jih žal ni, zaradi takšnih in drugačnih vzrokov. Ne. Če gledam jaz tudi obrtno cono tam na selu, ne, ali pa Potoška vas, da tako rečem. Ja. Ne. Jaz se spomnim pred, ne vem, 5 leti približno, je bilo tam že kar intenzivno, da se bo tam ta ureditveni načrt, mi smo ga že sprejeli na občini ne dvakrat, ampak kakorkoli je bil enkrat je bil sprejet, ureditveni načrt te obrtne cone in takrat je bilo kar jasno rečeno, da bo občina pristopila k izgradnji tega osnovnega pripravljalnega del za komunalne opremljenosti za to obrtno cono. Takrat jasno, da bi mogla občina participirati nekaj denarja, zdaj na pamet ne bom trdil, da me ne bo kdo za besedo. Drugi del sredstev bi prišel iz Evropske unije. Ne? Ampak ker občina baje takrat ni imela tistega denarja, ne, je ta zadeva obstala. Ne? Vem pa sam, da je v tistem trenutku bilo interesa za to obrtno cono toliko, mislim, da jih je bilo 7-8 interesentov, da bi to obrtno cona dejansko bila danes, bom tako rekel, razparcelirana in prodana. In zdaj, ali bi se tle gor že zgradile kakšni objekti, ali bi se delalo, to je zdaj špekulacija. Ampak zadeva bi bila jasna, prodano, razparcelirana bi bila obrtna cona, to se reče, pogoji bi bili jasni, pa dani. Tako pa še danes nimamo pogojev. Ne? To pa je stvar občine, ne, ki bi tako rekel, ki bi lahko dala v danem trenutku pogoje za to. Ne. Čeprav, bom tako rekel, bo tudi nekdo rekel, lahko nazaj, se imamo tudi v Kisovcu obrtno cono, pa tudi tle ni nekega večjega interesa. Ampak tudi tu je prišlo potem do spremembe, ne? Ja. Pa mislim, da ste vi
niste glasovali za tisto spremembo. Ne? Ja, takrat je postala ta obrtna cona tudi stanovanjska na nek način. Dejansko tako. Jaz sem imel pomisleke nad tem ravno iz tega stališča, ker dejansko obrtna cona je tista, v kateri se vrši obrt in v kateri je tudi, bom rekel, tisto nujno zlo ali hrup ali karkoli se že temu dogaja, ki pač postane moteče, če je to v neki soseski. Ne? Jože to dobro ve. Ne? In, na obstoječi lokaciji. Na obstoječi lokaciji, ne? In če je obrtna cona, je pač dovoljena neko motenje, ne vem, kukarkoli, neki hrupi ali pa tudi neke možne manjše dimne variante, pa kukarkoli. Ne? Možno je v obrtni coni vse, ker obrt onesnažuje, kakršnakoli lepa je, delno onesnažuje po vsakih dneh. Potem se pa treba tu vprašati, kaj želimo. Ne? In zato sem jaz bil proti, da se obrtna cona prestrukturira v individualno stanovanjsko gradnjo, ker pričakujem jaz skoraj resno, da bojo nekoč postale težave tistih obrtnikov, tistih podjetij, ki so zdaj zraven teh obrtnih con, ker bo pač jasno, da je moteče za tiste stanovalce, ki bojo tam zraven. Zato menim, da bi obrtna cona mogla imeti tisto svoje poslanstvo, ki ga ima, pa tudi, če bo neko določeno obdobje prazno, ker jaz mislim, da je taka suša ali pa kakorkoli govorimo, ta podjetniška ne more trajati večno in nekoč bo interes. Ne? In kam bo občina Zagorje takrat lahko ali pa kje bo lahko ponudila nekemu zainteresiranemu podjetju ali pa podjetniku prostor, če ga bomo zazidali za individualno gradnjo, ki je bila pa prvotno res namenjena podjetništvu in obrti. Zato sem bil proti. Mogoče bi ob tem še nekaj dodal, glede na to, da se nam počasi čas za oddajo izteka. Zagorje, tako kot nekatere druge občine, imajo kar en kup enih pobratenih občin, prijateljskih občin, nekatere so še v podpisu in verjetno tudi vidva pažata, da samo podjetništvo kaj veliko od teh pobraten nima, da gre bolj kot ne za turistično izmenjavo obiskov, potem za kakšno kulturno izmenjavo, mogoče tudi športno. Pa bom dal primer. Lansko leto so v Ivančni Gorici s pobrateno občino, mislim, da Hiršajt, nemško pobrateno občino, organizirali skupno obrtno podjetniški sejem v veliki telovadni hali, kjer so se predstavila nemška podjetja, ivanška podjetja, nekaj jih je, od Akrapoviča naprej, ne? In kolikor vem, so se že stkale podjetniške vezi, nekaj Ivančanov je že, ivanških podjetij že dobilo posle tudi v Nemčiji. Meni se zdi, da pobratenje samo ne pomeni nič, če ni okrepljeno z podjetništvom. Kaj vi menite kot podjetnik? Ja, sigurno. Posli, navezava poslov z ljudmi, ki so z pobratenimi občinami in z ljudmi stoji, da je sigurno pozitivna zadeva. In tudi naši ambasadori, ko so po teh državah okoli, se trudijo navezovati stike, ne? Ker naša rešitev je res izvoz in še enkrat izvoz. Zato bi veljalo te stike, te prijateljske stike, kolikor še niso v tej smeri že naravnati v to smer, da se pokaže, kaj se dela oziroma proizvaja v Zagorju, kaj se nudimo in seveda tudi obratno iz teh naših pobratenih občinah sigurno lahko ponudijo kakšne zadeve, kar bi pač mi uporabili. Problem je v tem, da se trženje godi čez poznanstva in ta poznanstva je treba izkoristiti maksimalno in včasih ne da bi pričakoval pride do posla. Tako da je ta predlog
zelo v redu in jaz mislim, da bi bilo veljalo nadaljevati v tej smeri, da se s temi našimi občinami, prijatelji, tudi kdaj dobimo, pokramljamo tudi o gospodarstvu, o potrebah ene in druge občine. Vi kot občinski svetnik, kako na to gledate? Kaj več veste, se kaj več sodeluje na podjetniškem področju, se je kaj razvilo, da bi kakšno podjetje iz Zagorja, mogoče tudi vašo, v teh pobratenih občinah kaj poslovalo? Da, če jaz z mojega vedenja tega ne vem. Ne. Če se malo pošalim, bi jaz rekel tako, ne. Prav bi bilo, da bi v nekem tem doglednem času v te pobratene občine poslala občina tudi kakšne podjetnike, pa da se poskušamo na tem nivoju pogovarjati, ne da se pogovarjamo na političnih vejah. Jaz pravim, to je sigurno dobrodošla izmenjava, pa tako naprej. Lepo bi pa bilo, da se poskuša tudi kdaj kakšna gospodarska delegacija, da gre k njim ali pa da se povabi k nam, ne, na tem področju. Jaz mislim, da beseda ni konj, vse posod se najdejo možne povezave, možne poslovni stiki in tako naprej. Mimogrede, jaz bom tako povedal, jaz sem se ravno prejšnji teden pogovarjal slučajno sem zvedel, da je prišel podpredsednik Republike Srpske v Zagorje, ne, in sem prosil za nek sestanek malo krajši in me je sprejel in smo se lepo pogovarjali. Je bil zelo velik interes, da nam pripravi neko sodelovanje oziroma pri njihovi zbornici. Pa da se sestane tu v županom tudi, ne? No, takrat tiste je bilo nekako rečeno, pa ne vem iz kakšnega vzroka, žal pa do tistega sestanka, kakor je po mojem vedenju ni prišlo. Ampak jaz sem se kljub temu sestal in smo se z njim zmenila tudi, ker moje poslanstvo takrat je bilo v tem momentu, da se pa le poskušam na nekem gospodarskem nivoju, če se da dogovoriti. Ne? In mi je obljubil, da se bo pač potrudil in mi bo pripravil neke zbornične podatke oziroma pripravil sestanek v tej centralni zadevi okrog Doboja, da se bomo poskušali najti, kaj pa nudijo ta podjetja, ki so dol, ki so še v hujši situaciji, ki so pri nas, ki so željna delati, ki so željna tudi kaj kooperacijsko sodelovati, ne? Kaj lahko nudijo nam, podjetnikom v Sloveniji, da se mogoče povezujemo. Vemo, da so cene cenovno bolj ugodni in zakaj ne bi mi najdli neke navezave, neke stike, da se skupaj pogovorimo. To se mi zdi, da je ključnega pomena tudi za to izmenjavo teh naših pobratenih občin, teh naših zadev. In tukaj imam že plan apelirati tudi na občinskem svetu, da poleg drugih delegacij, ki se vršijo, pa poleg drugačnega sodelovanja, poskuša župan imeti tudi pred očmi, da se pogovarja predvsem ali pa bom rekel enakovredno tudi za župani ali pa z mesti teh naših občin pobratenih, da se poskušajo neke gospodarske delegacije pridobiti in da se poskuša ugotoviti možnost sodelovanja med tem. Ker to je dejansko preživetje za Slovenijo ali pa za nas Zagorje. Ali pa mogoče se bo rodilo kakšno novo podjetje na ta račun. Čisto na koncu pogovora gremo še malce na turizem, sicer ste nekaj že povedala. Pred leti se spomnim, je bil v Zagorju upravljen razpis, ko je bazen Selo že nekako propadal, ne? Se je napravil arhitektonski, mislim, da razpis, kako naj bi izgledal ta bazen. In vem, da je bilo takrat podeljenih za nekatere projekte kar nekaj nagrad. Vemo, kaj se je od tistega razpisa do danes zgodilo. Pred nekaj leti se je ta potem kompletni objekt porušil. Vi ste želeli sicer imeti tam neke proizvodne prostore, zdaj je tam ekopark oziroma nek vrt. Medijske toplice smo v tem času potem tudi izgubili. Vmes smo že načrtovali oziroma občinsko vodstvo je že vmes načrtovalo bazen v Toplicah. Tudi v tistem filmu smo videli, v Zagorju imajo več, kot imajo veliki, smo videli, kako bi uporabili tisto toplo vodo iz rudnika. Tudi s tem bazenom očitno še ni nič. Po drugi strani pa nasproti Špara gradimo, po mojem mnenju, zelo, zelo drag objekt.
ne vem, če bo tam kakšna prava vrednost, sicer se zdaj ureja tudi rov. Tisto, kar bi se ne nazadnje lahko že zgodilo leta 1993 naprej, ko se je rudnik zapiral. Nekaj denarja se mi zdi, da gre včasih nekje v zrak. Ne? Ja, če jaz rečem tako, no, kar ogromno projektov je bilo že v Zagorju narejenih, ogromno projektov je bilo izdelanih do konca, tudi občinski svet jih je ogromno potrdil, akceptiral, da so dobri, pa tako naprej, potem se je pa kar na nek čud način zadeva usahnila, pa je ni več. Ne. Vzroka zdaj ne vem, v čem je bistvo, ampak dejansko smo jih imeli že kar neki, ne, takšnih projektov, ki so pa potem neko zvodeneli. Ne. Tudi, da tako rečem, tudi na Europarku smo imeli že razpise, pa te projekte, pa Premogov Kistar, pa take stvari. Ne. Pa kar nekaj časa je trajalo tudi z izgradnjo kolektorskega sistema čistilne naprave. Ne. To je nekako lovimo zadnji vlak, sicer baje bo to zdaj najcenejše v primerjavi z drugimi občinami, ampak to se bo še potem videlo. Ne. No, jaz mislim, če se malo pošalim, da bo to tisto, kar je župan rekel, da se bomo na napakih drugih učili, pa da bomo mi imeli čim manj napak, ki bomo zadnji, bomo ugotovili zadnji. Bom rekel, da smo že kar dejansko med zadnjimi, ki izgrajujejo ta kolektorski sistem in da ne bomo imeli potem toliko težav, kot so jih imele druge občine, ampak kljub temu moram reči, da smo pač mi na začetku in nas težave še nesluteno čakajo, ne? Ker ne vemo, kaj se bo zgodilo, kako in kaj. Tako da, kaj je po izkušnjah sodeč drugih občin? Kaj bo tle bilo. Jaz mislim, da sem vesel, če se bo ta zadeva res pričela počasi realizirati, ne? Kar me pa predvsem moti, pa sem tudi na občinskem svetu povedal, pa tudi ni bilo županu predvsem čist prav, da pa se bojim, da bomo taka velika, enormna sredstva, ki jih bomo zdaj dobili, ne, za to izgradnjo, dejansko porabili za izvajalce, ki pa niso v občini Zagorje, ne, ki so iz drugih krajev. To se reče, ne vem, jaz mislim, da in sem tudi apeliral, da bi se poskušalo le vse narediti, da bi se pritegne te naše podjetnike, lokalne zadeve, da poskušajo sodelovati zraven. Jaz vem, da so razpisi, da je potrebno vse po predpisih pa tako naprej delati. Samo recimo naši lokalni podjetniki ali pa obrtniki so mehni, ne morejo konkurirati na te večje razpise, ampak mogli bi pa nekako se le poskušati dogovoriti za tem večjim izvajalcem, ki bo delal, da so pod enakimi pogoji kot drugi, da ne bom zdaj rekel drugače, ne, da ne bo prišlo kakšno klientelizem ali pa kakšna druga zadeva, pod enakimi pogoji le imajo prednost domači izvajalci. Da se le v občini Zagorje del denarja, ki bo za ta projekt bil, ustavi in da imajo naši ljudje od tega tudi Zagorje nekaj, ne samo čistilno napravo. Jaz mislim, da se to da narediti z nekim pametnim dogovorom, jasno, da se spet govorim, pod konkurenčnimi pogoji, pod vsemi zadevami, ki pač zakonsko so. Ampak jaz vem, da vsak večji izvajalec rabi toliko in toliko podizvajalcev. In ta varianta bi pa lahko se nekako umestila v ta naše zagorske podjetnike, predvsem obrtnike, pa take stvari. Ne? In mislim, da bi se dali s pridnom tudi to uporabiti, da ima Zagorje tudi nekaj še od druge plati, ne samo od tiste dobrine, ki jo bomo pač dobili. Bi še vi ob koncu kaj dodali glede tudi razvoja? Jaz se strinjam s sogovornikom, ta predlog njegov, da ostane doma, je sigurno za pozdraviti. V Zagorju imamo okoli 400 obrtnikov in znajo narediti marsikaj, tako da je sigurno to dobrodošla zadeva ob teh recesijah in pomanjkanju posla. Mislim, da je to zelo dobra ideja. Pripomnil bi pa sam še to, da recimo v drugih občinah se podobno obnašajo, recimo iz področja gostinstva je zelo težko priti v eno občino, ker forsirajo svoje gostince. To že naše sosedi nas ne vidijo rad, če se s tem ukvarjamo. Še mogoče na konec, kako gledate na sam turizem, razvoj turizma,
gre lahko turizem naprej brez medijskih toplic. Vemo, da so v zasebni lasti, vsi nekako upamo, da jih bo nekdo kupil in naredil spet tisto, kar je nekoč bilo, ali pa to še nadgradil. No, jaz mislim, da turizem v Zasavju, ta infrastruktura je zelo dobra. Manjka nam še samo osnova in to so medijske toplice. En dober program, zdraviliški program. Vse toplice v Sloveniji delajo, edin Izlaške so zaprte po nesrečnem slučaju. Jaz niti ne vem, kdo je z dobro z roko, ampak glede na to, da je občina lepo urejena, tako kot smo že prej rekli, da ima, ne vem, se mi zdi, da ta občina tudi posluh za turizem, posluh za lepoto. Jaz sem ugotavljal tole noč pred nočjo in za gorsko noč, to je bil vrvež kot nekako na enem turističnem kraju. Pa naslednjo jutro vse je očiščeno, ne? Tudi se treba pohvaliti vse tiste delavce, ki so to upravljali, ne? Sigurno je to treba pohvaliti. Zadeva bi lahko se čist, mislim, enačila z enim turističnim krajem, seveda bi bilo potrebno pa goste pridobiti in to jaz mislim, da so lahko samo medijske toplice z dobrim programom. Vemo, da imamo odlično pozicijo zgodovinsko in naravno s tem vrelcem v medijskih toplicah in to je splet okoliščin, da se te medijske toplice že skozi vsa leta ne morejo pobrati. Jaz pa upam, da bomo v prihodnosti tudi to rešili in zagotovili kakšno delovno mesto tudi na področju turizma. Zainteresirani smo seveda vsi, od kmetov, pridelovalcev do gostincev, saj če se narod seli oziroma dopustuje na en področju, ni v hotelu, ampak se giblje, tako bi imela cela občina, cel Zasavje nekaj od tega. In jaz mislim, da to ni zanemarljiva zadeva, da je treba še kar ustrajati na tem. Poleg tega bi pa še Zagorjani dobili svoj bazen s kvalitetno vodo na Izlakih. Jaz mislim, da sta kar nekaj povedala, bo še priložnost za podobne oddaje. Mislim, da je prav, da se odkrito spregovori, kaj je dobro, pa tudi, da se kaj pokritizira, kaj ni dobro, pa bi bilo lahko boljše. Za tokrat hvala vam. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost. Srečno!